Včasih, ko sem jaz imel še kakšno gubo manj in kakšen las več, med ljubitelji avtomobilov ni bilo preveč težko, ko si vprašal, kaj bi radi imeli. Večina je ustrelila Golf GTI, pa Civic VTI, vmes je našel kakšen z Opelom GSI, no danes pa je ponudba rahlo bolj pestra. Ne bom našteval, kaj vse je danes na voljo, ker jih je absolutno preveč, no Hyundai najboljšim konkurira s črko N. Tako so označili svoje najbolj brutalne, oziroma bi mogel reči svojo najbolj brutalno petardo, ker je trenutno na voljo samo en model. Pravzaprav dva, ker tale je fastback, navaden i30, en pa hatchback. Ja, boste rekli, samo malo lepši i30. Korejci že ne znajo narediti športnega avtomobila, čeprav boste ob tem kimali, da vsaj dobro izgleda. Kako sem vesel, da se motite, poslušajte to. No, že potem veš, da tole ni en dolgočasen pony ali pa Accent izpred nekaj let. Radio off, akcija. Ko se neka znamka prvič odloči predstaviti nabrit različico svojega ljudskega modela, sem vedno skeptičen. Ziher bodo pusi in bo vse skupaj prevelik kompromis, ker mora biti avtomobil vsakodnevno uporaben, pa dovolj udoben, bla, bla, bla. Zeham in tebe gledam Golf GTI. No, tukaj je uporabnost sicer kar dobra, ampak avto še zdaleč ni ovčka. Kje pa, v bistvu je pravi volk in to lahko vsi slišijo, ker zelo fajn rohni. Pri večini testov teh nabritih bombic zadnje čase sem kritiziral, da od sebe dajo premalo zvoka. No, tukaj ga je dovolj. Sicer je še vedno lahko družinsko tih, otroci so na avtocesti mimogrede zaspali, ko sem jih stresel ven in se med ovinke zapodil sam, no, so pa tisto noč srne bolj slabo spale. Marsikdaj me jezi tudi to, da so nekatere znamke začele sekati volane tukaj na spodnjem robu, ker je to veliko bolj dirkaško. Vse je res, ampak pravi dirkalniki imajo tako neposredne volane, da ga še za četrt komaj premakneš, no tukaj pa je treba volan seveda malce bolj zavrteti in potem se zatikajo takšni volani. No, ta je lepo v krogu in odličen, občutek na njem je zelo dober, ker je tudi primerno obtežen. Nasploh deluje i30 tukaj znotraj tako dobro sestavljen, kot bi bil iz enega samega kosa. Edino dolgočasen je, da je N vidim samo na volanu, na prestavni ročici in na teh merilnikih, kjer fino ugašajo lučke na merilniku vrtljajo, ko je motor še mrzel, da ga ne bi preveč vrtel. Zunaj je N veliko bolj prepoznavan od navadnega, čeprav jaz bi mu dal še širše blatnike, še večji spoiler tukaj zadaj, še večje izpušne cevi, očitno ne bom nikoli odrasel. Fastback ima takšen značilen zadek, kjer se enako odpira tudi šipa, ampak je rit malce daljše, da izpade bolj elegantno. Nekaj je tudi seveda teh znakov N, tukaj zadaj, pa spredaj na maski, na platiščih, tamle na boku, ampak jaz bi dal še kakšnega več. Ja, prtljažnik je malenkost večji kot pri krajšem i30, je pa tudi bolj štorast, ker ima zelo visok nakladalni rob, no tale pa še tisto prečno ojačitev, čeprav se naslonjali vseeno podreta. Ampak prav je tako, kupil sem športen avto, naj bo trd, ko letim v ovinek, sicer bi si kupil Caravana 1.0. No, jaz ga nisem kupil, gre avto kmalu nazaj, zato sem si pa zdaj sposodil še en volan, da bom vsaj pred ekranom užival, pa malo treniral. Sedeži so top, odlično nastavljivi, dolg sedalni del imajo, celo nastavljiv, super bočno oporo, in en znak N. Kot sem rekel, v tem avtu je več kot dovolj prostora za celo družino, ampak jaz sem tak egoist, se z njim najraje vozim sam. Poslušajte, kako fino poka. Prestavil v športni način.
In sam sicer obvladam dodajanje vmesnega plina pri prestavljanju navzdol, ampak če ste malce manj vešči, lahko v tem avtomobilu elektronika to počne namesto vas. Seveda lahko funkcijo tudi izklopite, če hočete biti vi tisti, ki nadzoruje celoten avtomobil. Menjalnik je fantastičen, hiter, natančen, ravno prav trde gibe ima tale ročica, ki jo non-stop šlatam. No, najboljše pa sem seveda prihranil za konec. Čeprav tudi to pokanje je super. Kako danes veste, da je avto prava vozniška mašina? No, ja, tako da ima klasično ročno zavoro. Tole je seveda verzija performance, o navadni niti ne razmišljajte, ker ima tale elektromehansko zaporo diferenciala, ki pomaga gumam spredaj grabiti asfalt. Dejansko pomaga, je pa zanimivo, da je fastback malenkost mehkejši, da se nos lepše potopi v ovinek. In tukaj lahko nastavite vse, da je potem občutek res tak, kakršnega se želite. Jaz sem nastavil parametre v načinu custom in sam določil, da so motor, izpušni sistem, v bistvu podvozje, šasija, vse v načinu Sport Plus, torej zelo agresivno. Dal sem pa sistem ESP oziroma ESC v način normal in zapora diferenciala je tudi v načinu Sport. Način N je absolutno pretrd, že tako je avto presneto trd. Tisto je verjetno za nastezo, pa še tam imam občutek, da je mogoče preveč trdo vse skupaj. Sploh ne vem, kdaj sem nazadnje vozil tako agresiven avto. Pa motor 2.0 turbo, jasno, 202 kW oziroma 275 konjičkov. Pospešek do 106,1 sekunde, ima celo launch control, da bo res takšen rezultat in motor je v osnovi zelo dober. Odziven, močan, z lahkoto se vrti preko 6000 vrtljajev, z veseljem ga priganjam, ker je osnova za dober športni avto. Ampak vseeno lahko najdem še kakšno malenkost, ki bi jo izboljšal. Lahko bi moč bolj zvezno podajal, tako pa preveč naenkrat sune in kolesa se potem rada zavrtijo v prazno, s čimer seveda izgubljaš stotinke. No in lahko bi se še bolj z veseljem zavrtel do rdečega polja. In ja, lahko bi bil tudi bolj varčen, čeprav je to tukaj le v drugem planu. Ker vem, da vas zanima, poraba na testu je težko pod 12 litrov, če se vozim konstantno 130 km/h, to je točno 3000 vrtljajev, pa okrog 9 litrov. Ok, dejstvo je, da je tole fantastičen avto za Hyundai. Z njim so dobili krasen ugled, ogromno pozornosti, vsi so navdušeni nad njim. Samo še kakšno malenkost bo treba popiliti, da bo res najboljši, recimo zbiti kakšen kilogramček pri masi, ampak za to ceno. Polno opremljen stane 34 €, lahko pozabite na vse ostale in greste enostavno iskat tega. Še sosed vam bo hvaležen, ko ga boste zjutraj zbudili s tistim brnenjem. Res, še kavo bo prinesel, se ga boste komaj znebili. Na srečo imate hiter avto.